Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, pozdravljeni v premierni oddaji Velodrom, oddaji v profesionalnem in malo manj profesionalnem kolesarstvu. Za to posebno priložnost smo obiskali našega verjetno najbolj slavnega kolesarja, ki je pred kratkim požel velik uspeh na italijanski Pentli. Kot vemo, se je po tem največjem uspehu v zgodovini slovenskega kolesarstva odločil za korenito spremembo in prejšnjo ekipo zamenjal za novo. Nahajamo se v štabu ekipe Grašca Bavskoč Sport 11, kamor smo bili povabljeni na predstavitev nove ekipe. Z nami je športni direktor, gospod Žižmont. Pozdravljeni. Dobar dan. Nam lahko poveste kaj več o novi sestavi in delovanju ekipe? Ja, najprej en lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Veseli nas, da ste se odzvali našemu povabilu. Namen današnjega druženja pa je, da vam predstavimo ekipo, ki smo jo zbrali okrog našega šampiona, gospoda Rogliča, v namenu, da odpravimo pretekle napake in da seveda še izboljšamo rezultate do zdajšnje. No, kot že sami omenjate pretekle napake in težave, s katerimi ste se spopadali, kako pa si mislite izogniti v prihodnje? Ja, moram reči, da smo se spustili čisto v vsa področja. Kot veste, smo imeli ogromno težav z nepravilno prehrano, nepravimi dietami in podobno. Zato smo zaprosili za pomoč strokovnjaka na svojem področju, za nutricionistiko, gospoda Matica Kuharja. Enostavno ne moramo si več privoščiti vseh teh črevesnih obolenj in dehidracije med dirkami in podobno. In moram reči, da se je Matic na tem področju odlično izkazal. No. Njegova dieta z visoko vsebnostjo saturiranih maščob in veliko kalorijami že kaže prve rezultate. Popravil je pa tudi rehidracijo in vnos elektrolitov med samo dirko. No. Ej, fanta, nek sem mogel ostati, mene ful sca tiši. Ja. Ne moreš zdaj to 10 minut pred koncem, no? Ja, kaj pa ne, ko me tiši? No. Kva, kar to, kva? Druge ni. Matic Roglič šrep osvežitev. Da, kaj se s tem? Matic Roglič šrep osvežitev. Kaj je to za ena stravenca? Hvala lepa. Gospod Roglič, pozdravljeni. Dan. Vidim, da imate novega serviserja. A nam ga lahko malo predstavite? Ja, seveda. Jaz njemu zelo zaupam, zato ker vem, da daje zmer 110% od sebe. Res je maksimalen. Ja, kdo pa je on? Ja, on je... A boš majco? On je najboljši. Aljaž sem, Žindra. Med nama je ena taka posebna vez, ki jo tkeva. Odkar je prišel v ekipo, on čuti kva kolorab, jaz vem kva kolorab in tako smo se nekako povezali. Ej, daj mi zid za 4 mm dviga, no. A šlo, daj. Je pa tudi res, da se zelo dobro znajde tudi v takih nepredvidljivih situacijah, ki jih mogoče ne bi pričakovali niti na treningih, niti na tekmah in jih spele odlično. No. Model je ta platus komers, je hiter naprej, še hiter švrikvers. Hvala lepa. Vidim, da imate še enega novega člana. Ja, vedno več imamo težav s tako imenovanimi instant navijači, ki povzročajo precej preglavic na tekmah. Zato smo se obrnili na strokovnjaka za varnostne vede, gospoda Koželja. On pripravlja našega asa na te nepredvidljive scenarije.
in mu seveda nud zaščito med samo dirko. Dajte, gremo! Roglič, gon! Gon, na prvo mest, gremo! Za Slovenijo, Roglič! Stiskan, gremo! Gon, 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 gon! Daj, gremo! Ajde, do zmagu! In kakšni so sedaj načrti za prihodnost? Ja, definitivno čim boljša uvrstitev na turu. Nošenje rumene majice vsaj kakšen dan, pa ne skrivamo tudi želje po kakšni etapni zmagi. Prav danes lahko vidite, treniramo prihod v cilj. Aha. Kar danes že trenirate prihod v cilj za naslednje leto? Kot mislite naslednje leto? Ja, kot verjetno veste, se je tur že začel, se je že skoraj na polovici. Ja, ne. Ja, seveda, ja. Ste pa tudi vi, no. Hvala lepa. Hvala lepa. Upam, da se malo spet vidimo, no. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, to je bilo za danes vse. Spremljate nas naslednji teden. Dobar kle športen direktor, kakšno ekipo jaz delam sicer. Hvala, vse sam jaz pisal. Pristopam zato, ker so bili oni zdaj brek in zdaj pridem še med slabše. A jaz bom še zmeram plačan. Dajte, tleda, še 100 km imamo, preden se drži ščije, moramo prijeti na tole. Ajde, gremo vsi. Daj pa i ti, Rikvard zapel. Ej, kako si tam na tole? Pička ti materna, pa kva smislu? A si rekel Rikvardcu, pizdo materno, ej. Jebem ti mater. È una fretta di cosa di macchina. È sulla bella de più grande, sì. Ma che cosa di dai? Vai, grinta ci vuole! Sei uno sport di merda!